Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro molit. Medtem, ko je molil, se je videz njegovega obličja spremenil in njegova oblačila so belo sijala. In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim. Bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem odhodu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. Petra in druga dva, ki sta bili z njim, pa je premagal svanec. Ko so se zdravili, so videli njegovo veličastvo in oba moža, ki sta stala ob njem. In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: Učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo 3 šotore, tebi enega, za Mojzesa enega in Eliju enega. Ni namreč vedel, kaj govori. Medtem, ko je to govoril, pa se je naredil oblak in jih obsenčil. In ko so šli v oblak, jih je obšla groza. Iz oblaka se je zaslišal glas: Ta je moj ljubljeni sin, moj izvoljenec, njega poslušajte. In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali, kaj so videli. To je Kristusov evangelij. Zanimivo, če pogledamo ta evangelij in če damo ta evangelij v celotno Jezusovo življenje, ali pa če rečemo v celotno Jezusovo delovanje, vemo, koliko časa je Jezus deloval. Na zemlji, pustimo, da deluje celo zgodovino, na zemlji takrat, vemo koliko. Bravo, od 30 do 33, bravo. Dobro, ne, se reč gledal, če veste, da ne bo srebral samo 3 leta, ne. 3 leta. V 3 letih, bi lahko rekli, je naredil največjo revolucijo, s tem, da je več čas vseh prosil, naj ne govorijo, kdo je on, da ne bi še prej radil. Več čas je prosil, da se malo ustavil. Ampak, nekaj pa vidimo iz tega. 3 leta je deloval. To je bilo tik, to, kar smo zdaj brali, je bilo tik pred trpljenjem. Prej je živel še 30 let. Ne piše nikjer, neki drobci so sicer, pa se neki ne bo odprlo, pa je envelop je preletel. Take reči piše, to je bilo edino pri krstu. Pa ko se je rodil, je bilo par stvari. Ne piše pa nikjer prej, da bi pokazal svoje veličastvo. Samo tukaj. Se pravi, Jezusu se ne mudi. Vidimo jih, ne? Jezusu se ne mudi, da nam čim prej vse pokaže. Ali z drugo besedo, Božji mlini meljejo počasi. In če ćemo pasti v Božje mline, se moramo pustiti, da nas meljejo počasi. Zdaj, kako pasti, kako uskladiti to s tem, kaj pa je vse tako zelo usmerjeno v to, da bi vse nekaj na hitro radili. Na hitro obogatiš, na hitro doživi srečo, vse na hitro. Jaz imam 50 let. Tisti, ki imate vsaj toliko let kot jaz. Tisti, ki imate kako manj na počasanje. Ma tisti, ki imate vsaj toliko
toliko let kot jaz. A je tako, da se ne da predeseči tega, da gre počasno? Ne, da. Igor bi dobro fajn naredil, enkrat smo se fajn preperili o tem, jaz da hitro, on da počasno. On je bil takrat že 50 let, jaz sem bil pa 25. Vse vidno, ne? In vem, da je rekel, dobro pa bež dolu v vrt in dolu leč pomador, da bo zrasel. Ne boš, a zobehu. Neke tehnike so sicer, neke v tej agronomiji in te reči, no na konci izkazi, da tisto ni dobro, ne? Neko salato sadijo tako, da rase samo na vode, da hitro zrase. Kar je zvem so dati so zajcev, za jaz pa zajc jo nismo znal kot salato. Zajc govori, da zna, da bi povedal, kaj se mu je zdelo, da je tisto, samo salata ni. Verjetno bi. Teh božjih mlinov se ne da prelisičiti. Kako bi mi radi, da bi Bog to na hitro naredil, ne? Ma nekaj čakamo, da Bog na hitro naredil. Ma jaz tu čakam. Župniki, ko slišimo za kakvo preroko, pa tisti bolj, ki so malo usmerjeni na malo humor, rečemo, ne? Ko vemo, da ni tako, pa vse eno, se vemo, kako se dajemo to lažno tudi, če ni, ne? Poznamo to, kaj rečemo preteklo, ne? Slovenija, pa vemo Anglija, pa je to majmo 10 nič bomo, ko vemo, da ne res, ne? Daj mi to lažno, ne? Če slišimo za kako preroko, da se bo nekaj zdaj zvodila, se pa pravijo, da bo zdaj pa nekaj bo ti, kadaj bo, kadaj, drugo leto že, ni treba kupiti avto, se teče naukrat, zdaj takle eno leto tu če crkne, tako naprej, ne? In se ni treba sekirati. Ma na koncu ne mimo vse. 98 leto bo konc. Poznate dolgobijo, ne? Sicer ni napisal 98, moral malo zahovor, ni mir, v tistem obdobju. Vem, da jaz, ko sem rado župnik, 29. junija 1998. In da mi je par mesecev samo ena tolažba dajala zapomniti. Ta tolažba je bila pa taka, jaz v komedijo dati, pa je bila resnična. Da če je res, kar je rekel Don Gobi, se pravi, če bo res ta reč nekaj tako hudega radilo, se pravi od junija do konc, najkasneje do konc decembra je 6 mesecev, na teh 6 mesecev pa že potrpimo. Veste, ko je rado duhovnih nenogov? Ni lepo, ko spoznaš svojo nemoč. Dobrokrat si misliš še kaj o moči, tam pa vidiš, kaj je to nemoč. Ma, pole rata pa nekaj drugega, ne? Zdaj, če bi bil na hitro, če bi bil, da kar nekaj rata, karkoli, bi jo Bog. Tu ti da malo to lažba, ena taka lažba, to lažba v njez, rečemo nekaj radoš. Ma ta to lažba nisem upal, ko ta perje vod, nekaj ni neč odmena, ne? Toliko to lažba, ne? In čez ene 3 mesece, ko sem se pa že fajn ujel s farani, ko sem spoznal farane, ko sem videl parnavko, kako je fajn, pa nisem več rekel Bogu, no, vse teh 6 mesecev zdržim, ko sem pa tako rekel, ja, čakaj, ja ne bo res to, no, da potrpiš in verjetno, da malo okušamo še to življenje, ki je prav fajn. To je pa tisto življenje, ki padeš v te Božje mline, ki meljijo počasi. Ta naša vera je tako čudovita, je najbolj naravna vera. Jo ne moramo obrnati iz tega. Če tu razlaga o tem, da se bo hitro naredilo, laže. Laže. Celo naša ozdravljenja te reči, zdaj v nekaj je rekel Francis Maknat, eden največjih karizmatikov, so izredne ozdravljenja, Bog jih podaja, je pa še dosti več ozdravljen, ki jih človek doživi, če se da v Božje roke in če vztraja v Božjih rokih in če se trudi živeti po tem, kar je Bog dal, zakramenti, spoved, molitev, vse te reči. In potem na dolgi rok človek ozdravlja. Teh je pa največ. To so pa redna Božja ozdravljenja.
zmerno tista ozdravljenja, ki so odpisana za človeštvo, ampak Bog jih naredi. Teh je pa še več. Tle noter imamo pa vsi svoje koridor, če mislimo, da do zdaj ni nič radil. Bojo, tudi tista redna, tudi tista močna. Bojo, Bog jih bo delal, zmerno jih je delal, kot jih je takrat. Ampak še bolj bo tam. Da se vrnemo nazaj sem, v ta evangelij, v bistvu smo skozi pri tem evangeliju. Tudi le, kako je Bog to, Jezus, kako je to počas šlo. 3 leta so bili z njimi, po 3 letih šele razodene svoje veličarstvo in to še za en kratk trenutek. In to samo trenutek. Se predstavljate? Se pravi, ostalih 9, kaj pa ostalih 9? Ostalih 9 je moglo verjeti tem trem. Vidite? Naša vera že iz apostolskega temelja je vera. Res vera, junaška vera. Nekomu verjeti. Še na drugo stvar, nekaj v vezi s tem povedal, ena značilnost naše vere, prav katoliška, kjer lahko damo tudi pravoslavnost, lahko tudi protestantko, pa že malo tako, bližnji, daljši, približek, ne vem, kot nekoj, ne? Eni pravijo katoliški veri najbolj naravna vera. To govorijo znanstveniki. No, moram dodati, da so katoličani, ne znanstveniki, ne? Katoličani, ne? Ampak verjetno ne rečijo neutemeljeno. Ker jaz sem glasbenik, pa ne bom rekel, da je cerkva ena glasba rejoča. Tu znanstvenik ne bo kaj tako rekel, mora res neki biti. Razumem to, primerjavno, ne? Najbolj naravna vera pa zaradi tega, ker življenje poteka tako, kot poteka v naši veri. Mi bi radi, jaz bi rad, Mojzes bi tudi tako rad, ko je vodil ljudstvo, da bi se Bog vsi razodel. Je tako? Da njemu ne bilo treba več delati. Ma ne delati, on je rad delal. Ma tisto dnevo, tovo delo, da ne veš počaj si. Več oglediš, bolj skriveti. Več pomagaš, bolj je naravno. Več ko si hrešil, več izločil si. To je Mojzes doživljal. To so doživljali vsi svetniki, to doživljajo papež. Žal. Tudi lepo, da bomo zdaj tako pesimistično govorili, ne? Ampak Bog se pa ni nič tako razodel. Značilnost naše vere je, ne zapomnite se to, da gre po posredništvu. Posredništvo. Ne razodeva se Bog kar tako sam. Ne razodeva se vsako, čeprav eno doživetje moramo biti. Osebno se moramo odločiti za njega. Ampak zmerno gre po enem posredništvu. Glejte, Bog Oče. In kaj pove Janez na koncu njemu? Boga ni nikoli nihče videl. Edino rojeni sin, ki biva očetem na naročju, on je povedal. Že samega sebe, če tako rečemo, je Bog izbral za posrednika. Potem Jezus, ta posrednik, čeprav je Bog, tle je spet razglednostno, ampak potrpimo zdaj. Zbere apostole. So stvari, ki jih govori v sebi. Večino pa apostolov. In še izmed teh apostolov zbere Petra. Ali lahko rečemo, da je izbral vse apostole? Ali je izbral Petra na poseben način? Malo bolj se tolkom tema, zato je bil včeraj ta praznik, ne? Praznik, ko se reče? Sedež, jaz mi zdaj pa stolp sem zdaj rečem, tako čudno. Sedež apostola Petra, ja. Je izbral to. In ta pot funkcionira, zmerno funkcionira. Tisti dohodek je zelo fajn. Kaj pravijo ljudje, kdo sem?
Vsak je povedal po svoje. To je podobno nas tudi, če mislimo, da bomo kar vsak po svoje nekaj oblikovali dobro. Nekaj že zadeneš, ja, nekaj, ma več voliš. Ma če nekaj že zadeneš, pa več voliš, po mojem ni dosto treba, ne? Veste, jaz sem danes stvrl malo piščanca s čebulo in sem pretežno fal. Mar jaz sem profil. Še zdaj dovolj, dobro. Ni bilo fino, zato sem pretežno fal. In kaj še, če pretežno fališ eno tako močno stvar, ko je naše odrešenje in ki je Bog. Namesto, da te osveži, da ti gre na bruhanje, tudi da fališ. Kot mene zdaj. Ne? Jutri upam, da bom imel. Dobro, gospod. Kada je da govori Peter, odgovori pa točno. Pa vidite? Kako je ta linija? In zakaj je ta vera naravna? Zakaj je ta pot naravna? Ker mi bi to pot radi slišali, da smo vsi bogovi, ne, to bojo hindujci. Vsi smo bogovi. Samo moraš dobiti finto, ne, meditacije, prav zbiti nove dotporoze. Ravno, finta mora biti, da dobiš, da radiš tudi sam Bog. V naravi ni tako. Je vse preko posredništva. A veste, za koga, da bi kar tako padel na zemljo? Ne, sta mogla biti mama in tata. Ja, seveda, zdaj je splošno učenje o tem, da lahko kar tako pade, ne? Tudi sta tata in tata, ne? Rečem. Ampak ne, mora biti vse točno. A veste, da bi avto kar tako padel na zemljo? A vemo, koliko je šla tehnologija, koliko so šli izumi, koliko je šlo vse, da je prišlo danes do enega megana, ki se še zmeraj hvali. Prvo so morali že pravi ljudje izum tkorov. Pole pravi ena največjih izumov Zabora, ki so potrkali na poleno pod kolo. Mi se smejemo, moderni tu po gruntu. To verjetno ni bilo kar tako. In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej, in prvi avto, tam na začetku, ki so prejšnjega stoletja, in da je prišel zdaj za tega avta, kar tako ga noben ni naredil, vse je moglo je pa vstopilo. Jaz sem, pač zaradi muzike lahko ga živim, da radaš dober muzikant. Tu se pa še smerim med mladimi, vsake 70 se je rado govorilo, zdaj ne vem, če je danes isto, zdaj tle ni nobena mlada, da bi to povedal na ta način, v parih je novo. A radaš lahko kako dober muzikant, kot samo, da se kar sam naučiš in radaš tak, da lahko pariraš tvorimi, ki so šli skozi. Ne radaš. Lahko je bil en genij, ma tak genij, da je že bolan, lahko tako. Kratko ne radaš. Tisti, ki so dobri, grejo skozi zelo močno sistematsko stvar, preko posredništva, preko enega dobrega učitelja, ki zna tisto sistematsko stvar narediti. Ma tu je na vseh področjih, zato pravimo naravna vera. Tudi gradbeništvo, če pogledamo, ne? Kdo je dober gradbenik? Tisti, ki ima en občutek, a tisti, ki pozna pravila. Koga boste povabili zazidati hišo? En nas je fajn, lep, ki boste uživali kaj zraven, ki bo lepo govoril, vsak lepo razglavo, pojma nima, pa zna pa tako utemeljiti vse, kar naredi, da sleda zelo pameten in še ti zvedeš pameten, kar zapomal. Ali nekoga, ki veš, da je izkušen, ki veš, da vse pozna, ki veš, da vse skozi šole, če treba, da ima to boljše majstre in da zdaj dela isto kot tisti ta boljši majstre, kar smo učili. To vidite, to našo vero. In vidimo, gledajte, 3 apostoli, Peter, Janez, Jakob, vidijo edini v celem evangeliju Božje veličastvo. In dosti je bilo tudi ostalim apostolom, da so verjeli, da je on. A zdaj vidimo za nas, da verjamemo, da je Jezus res on z veliko začetnico. On, ne? Da je res Bog, da nismo na nič slabšem kot vsi ostali apostoli. Oziroma, da
dan učijo za Mareja, ampak se spet zbudi in gre naprej, da mi zdaj točno vemo, da če se mi temu odpovemo, se odpovemo eni najbolj preizkušeni poti, kar je do zdaj bila na tem svetu. Vse ostale so še